Kot lahko vidite, je zunaj precej mrzlo in pa ura je zelo jutranja. Jaz pa sem se odločila, da ravno zaradi tega se danes odpravim v Avstrijo na malce lepšo kuliso. Zakaj? Zanima me, ali imajo električna vozila po zimi res nižji doseg. No, saj vem, da v teoriji drži, pa me vseeno zanima, kolikšna je ta razlika. No, danes na smučanje v Avstrijo se bo z mano odpravil Peugeot E3008 in res me zanima, če bo z enim polnjenjem me uspel pripeljati tja in nazaj. Sta mi pa Luka in Miha pripravila nekaj napotkov, pa vam jih kar spustim. Ko smo leto 2021 na vrh Rogle spjali takratne finaliste izbora za slovenski avto leta. Je bilo med dva tudi električno, no in takrat je zjutraj močno snežilo. No in ko smo prišli na vrh Rogle, smo tam ugotovili, da energije za povratek nazaj v Ljubljano ne bomo imeli dovolj. Ampak ta tudi Peugeot ima precej večjo baterijo in jaz mislim, da s tvojim povratkom pa danes ne bi smelo biti težav. Katja, meni pa se zdi, da je zelo pomembno, da ima danes tvoj avtomobil tudi toplotno črpalko. Namreč spremeniš baterijo, da porabiš elektriko tudi še za grelce v tvoji kabini. Moj zadnji primer brez takšne toplotne črpalke, ki je bil en mali poceni električni kitajski avtomobil, se je vzdržil tako močno razsil, da je praktično na poti v Kočevje. Porabil dobesedno vso baterijo. Pa čeprav sem začel pot z več kot dvakratno rezervo. Ampak, Katja, brez skrbi, ti se v tem Peugeotu kar lahko grej v tvoji kabini. In Katja, še malo bolj učinkovito boš vozila, če boš spustila temperaturo v kabini za kakšno stopinjo. Ne rabiš imeti prav mraza v avtu. Namesto tega pa vklopi gretje volana in pa gretje sedežev. In tako boš prihranila še kakšno kilovatno uro. Joj, Luka in Miha, tole je toliko napotkov brez zamere, ampak jaz pa imam malce dovolj. Vse, kar potrebujem, je glasba. O, Katja... Nekaj si pozabila, navigacijo vključi. Točno, če vklopim Peugeotovo navigacijo, ta potem točno ve, kje se peljem po vseh hribih in dolinah. Hvala, Luka, za ta glasbeni vložek. Skratka, navigacija potem točno ve, kje se peljem, kjeri hribčki, kjeri dolince in glede na to optimizira delovanje motorja in s tem porabo električne energije. Hkrati pa mi pove, kje in kdaj in za koliko časa bi morala polniti, če bi morala polniti, ampak jaz upam, da so Peugeotovi inženirji to vse odlično preračunali in meni danes ne bo potrebno nikjer dostavljati in nikjer polniti. In kako ti je šlo na tej tvoji poti od Ljubljane do smučišča Obertauern? Lahko rečem, da zelo gladko. Avtocesta je bila praktično prazna, tako da sem se brez težav vozila 130 na uro, v tunelih malce manj sicer. Upam, da res. Ja. Tako da poraba je bila 22,8 kWh na 100 km. In iz tega po kratkem in enostavnem preračunu sledi, da je pot od Ljubljane do smučišča Obertauern in nazaj v Ljubljano izvedljiva z enim polnjenjem. Ampak treba je še dodati, da smo zdaj na vrhu hriba, v Ljubljano pa se bomo večino poti spuščali, tako da jaz pričakujem, da bo poraba še nekoliko bolj ugodna na koncu v Ljubljani. Sploh pa je bila poraba ugodna s tem avtomobilom, ko sem se med prvomajskimi počitnicami v precej bolj prijetnem in prijaznem vremenu, kot je tole danes, vozil po bavarskih cestah. No, na podeželju sem imel porabo takrat okoli 12, na avtocesti pa okoli 18 kWh na 100 km. Torej, kaj sledi? Koliko je kakšna je primerjava med poletjem in zimo? Ja, lahko rečeva, da takole čez palec je to nekje 30%.
30 je res 30, torej 30 pa roka. 30 pa roka.